Živijo, dobrodošli, spet smo z vami na odštevanju do zaključnega dogodka 10. generacije in vsak dan se družimo z preteklim zmagovalcem. Danes bo z nami naša Rada Slavnič, doktorica LLM in direktorica pravne službe v Outfit 7 in Emčem Top Potencial leta 2012, druge generacije. Nana, živijo. Živijo, živijo. Nana, si prva ženska nosilka naziva Emčem Top Potencial leta in marsikomu navdih s svojo življenjsko zgodbo. Zanima me, kaj zase šteješ kot uspeh v karieri? Hvala, Tonja. Hvala za lepe besede. Nisem prepričana o navdihu, ampak tako je, no. Uspeh se mi zdi, da imaš vedno ne samo dovolj izziva pred sabo, ampak v bistvu tudi dovolj tiste iskrice, da se nikoli ne nehaš spraševati, čemu nekaj počneš, da te tisto, kar počneš, dejansko ne samo izpolnjuje, ampak da je smiselno. Tako da uspeha jaz nujno ne povezujem s titulami, z napredovanjem, z nekimi, bom rekla, finančno protivrednost, ampak predvsem z smiselnostjo dela, ne. In v končni fazi uspeh štejem, kako bi rekla, ne, če je to smiselno zate in za družbo in dobro za družbo, je potem tudi uspešnost tista, ki bo pokazala, bom rekla, pozitivne spremembe v družbi. Nekoliko filozofski odgovor, no, ampak ja, najprej mogoče tako kot hierarhija vrednot, ne, najprej poskrbimo čisto za svoje osnovne potrebe, potem se vzbujajo druge, ki nadgrajujejo, ne. In uspeh verjetno gledam kot osmišljenost zase intimno in znotraj družbe, v kateri si. Nana, zdaj si tudi govorila že delno o tem, kaj gledaš, kaj je zate tvoje poslanstvo. Ker tudi skozi Emčem Young Professionals govorimo o tem veliko o rasti, o procesu učenja. Potem pa je v bistvu na posamezniku, da da nazaj družbi. Kje sama vidiš tisto vizijo, kje sama puščaš pečat v družbi? Zdaj, če govorimo znotraj Emčem platforme, ne, ta je v bistvu tista, ki, bom rekla, najprej data zagon tem mladim posameznikom, ne. Velikokrat se mi zdi, da imajo mladi veliko željo po tem, da jih kdo prepozna, da jim da neko možnost, nek glas, in absolutno je potrebno to potem nadaljevati s tem, ne. Tako kot je nekdo nekoč vate, pa recimo temu smeru žaromet, je zelo fino, če ti to počneš potem tudi za druge, a ne. Se pravi, podpiranje mladih tako prek mentorstev znotraj Emčema, kot tudi v vsakdanjem življenju in na delu, je to nekaj tisto osnovno, primarno, kar je potrebno, da se da naprej, a ne. Ker je v bistvu, vemo, vsak izmed nas ve, kako je bilo to zelo pomembno, ko se je prvikrat zgodilo, ne. Se pravi, to pripoznanje, ta neka skrb za te posameznike, saj lahko samo tak majhen words of encouragement, pa je že velika razlika. Drugače pa ja, na različne načine je potrebno mogoče zglediti komu kakšno pot, ker ni potrebno, da naredi kakšen ovinek, ker ga tudi recimo tebi ni bilo potrebno narediti, a ne. Omogočiti mentorske programe, sodelovati v tem, pač narediti tisto, svet rečem, najlažje ljudem narediti tisto, kar nam je lahko, a ne. Naprimer, meni je lahko mentorirati ljudi, ker pač to rada počnem, komu drugemu je lahko omogočiti, ne vem, IT-evsko, da se to izvede in tako naprej, ne. Se pravi, nekakšen teamwork s tem, da pač vsak pridonese tisto, kar najbolje zna, ampak ja, je pa kar nekaj odgovornosti tukaj. Tako da ja, znotraj Emčema sem jaz mentorica, tako da to se mi zdi en tak tvoren način, da se zahvalim tej Bankat organizaciji, tej platformi, tudi čudovite ljudi spoznavam, no, moram reči, ja, je kar izziv na obeh straneh, a ne, mentoriranje, in potem še naprej, a ne, tudi v bistvu pri mojem delu, pa rekla, kar vseh organizacij, v katerih sem delala, so dali in dajo velik poudarek napredku, karierni skrbi za posameznika, pa tudi nekem delu, bom rekla, neki osnovnem zadovoljstvu, no. Tudi ta work-life balance je fajn, da ga omogočiš ljudem, kadar ga je le mogoče omogočiti.
Nana, hvala in tudi mi se tebi zahvaljujemo pa ne samo za mentorstvo, ampak zato, ker si res upeta v MČM tudi skozi svet Jank in so tvoje ideje in doprinos nepogrešljiv. In Veseljem. Ja, super, hvala. če greva pa še malo na tvoje trenutno delovno okolje, Outfit 7, ki je tudi zelo multikulturno podjetje. Kako je sodelovati v bistvu z večjimi kulturami? Kako to sodelovanje z večjimi kulturami zgleda v praksi in kaj se ti iz tega učiš? Ja, se je v bistvu Outfit 7 en krasen primer ne samo multikulturnosti, ampak tega, kako lahko vrednote bom rekla, povezujejo ljudi, kako povezujejo skupine ljudi, time, delovno in tudi drugače. Mi pač imamo določene vrednote, kot na primer timsko delo, no limits, ne sky's the limit, no limits, je v bistvu eno takšno odgovorno, zagreto delo, odnos do celotnega dela. Zdaj, tudi prej sem delala v multikulturnih podjetjih, praktično v celi svoji karieri. Mislim, da bistvena je, pa se bo slišalo mogoče malo okolje, ampak bistvena je komunikacija. Ampak taka učinkovita komunikacija. Se pravi, da se ti potrudiš doseči pač drugega človeka, ki te posluša. In zdaj to je, neke so besede, ampak pri takih, ravno pri multikulturnih, bom rekla, soočenjih je jasno, da ljudje tudi besede zelo drugače razumemo. Skozi tiste vrednote, ki jih razumemo, pa je lahko to kulturno pogojeno, jezikovno pogojeno, kakorkoli. Na drugi strani je vedno samo človek. Samo in absolutno wow človek. Tako da z enakimi skrbmi, svojim naziranjem, svojo perspektivo in je fino, da pač se tega spomnimo večkrat. Zdaj, mislim, da pač organizacije, ki imajo takšne zadeve, bi bilo fino, da torej, da nimamo samo operativnega delovnega procesa, ampak da se gradi neka struktura vrednot medsebojnih odnosov, ker je potem to lažje. Tako da, kaj sem se jaz naučila iz tega, je ravno to, da v bistvu če zastaviš kot vrednote nekega podjetja, postane to lahko rečemo temu poslanstvo podjetja, predvsem pa nek tako okolje, ker ne bi se te vrednote oplajale. In je potem potrebno ugotoviti, kaj posamezniku pomenijo te vrednote in čim sledi, je potem to odlično lepilo, ki povezuje pa res vse ljudi. Tako da ponovno pač predvsem komunikacija, pa veliko mere enega optimizma, pozitivizma. To se mi zdi, da je v končni meri, dobiš kaj tisti končni občutek, ki ga dobivam pri državi, res to človeštvo je nekaj neverjetnega. Res vsi v končni fazi smo ljudje, in je neverjetno, kako je treba včasih razbiti kakšne, bom rekla, fiksne ideje ali pa percepcije, da prideš do tega. Tako eno tako prijetno razodetje, tako temu rečemo. Torej, poslanstvo, vizija in potem še človek in kako to dvoje skupaj vidi v podjetju. Tako zelo naravno je, lahko je zelo kompleksno, v bistvu je pa zelo naravno, ampak je pa tudi res, da je potrebno majčkeno stopiti nazaj od vloge, hierarhije, ranga, tudi ega včasih, da pač je preprosto se potrebno potruditi k skupnemu cilju. To pa vsekakor drži. Kako pa, zdaj smo malo zašli na eno področje, ki me tudi zelo zanima pri tebi, kako pa združuješ ta svoj strokovni svet, si doktorica prava, in na drugi strani duhovnost, povezovanje, ki pa ti tudi veliko pomeni? Mogoče bi najprej opredelili, kaj ta duhovnost je. Zdaj, jaz v bistvu jaz pač mislim, da smo celoviti ljudje. Tukaj ne govorimo o organiziranih religijah, če bo kakšno vprašanje na to temo. Ne, jaz mislim, da pač smo ljudje, v celoti smo taki, smo mi, smo naša čustva, smo vse pač, kar smo, nismo drugačni doma pa v službi, če igramo pa neke vloge, pa to slej prefino, da razčistimo sabo. Tako da jaz vidim to kot nekaj zelo naravnega, zelo prepletenega. Tudi ponavadi me ljudje sprašujejo, kako lahko
me zanimajo toliko ljudje, odnosi med ljudmi, pa hkrati pravo, ki ne bi bilo rigorozno in natančno, namreč jaz sem doktorica davčnega prava, to je še malo posebno pravo. Ja, tako, no, mislim, da je pač celotni sistem povezan. A ne? Pač mi ljudje krmimo ta sistem. To ni zdaj nekaj umetnega, kar obstaja brez nas, ampak obstaja z nami in za nas. Konec koncev zato, da ne bi bilo v družbi bolje, ne slabše. Tako da je, moram reči, zdi se mi, da je kar ena tako tkivo, ki je povezano s tem. A ne? Vse so pač različne človeške plati. Hvala. Nana, mChamJankli je platforma za talente. In talent ostaja ključen tudi v času krize in zakaj meniš, da ga je potrebno zdaj še bolj podpreti? Ja, jaz zelo verjamem v nek optimizem, neko pozitivno moč pozitivnega razmišljanja. Ne? In zdaj, zdi se mi, da tole obdobje je bilo naporno, ne? Iz velikih razlogov. Ali zato, ker pač je bilo veliko nejasnosti, rekla popolnoma glede tega, ali službo imaš ali ne boš imel, kam gre gospodarstvo. Pa tudi v bistvu nekateri ljudje so zelo slabo prenašali to, da so bili zaprti doma, na primer. Ta čisto samitev od družbe. Mislim, da v takem primeru je absolutno ključno, da ne zamre. Ne? To ni zelo gospodarsko pa ekonomsko razmišljanje, ampak zelo je pomembno, da ta naša kreativnost pa naša konkretna energija do službe in do konca življenja ne zamre. Ne? Ja, seveda, se zgodijo grozne stvari. Ne? Ta primer je bil res, zadnjih par mesecev je bil res, bom rekla, prikaz tega, da se lahko absolutno popolnoma vse zgodi, pa na nek način življenje gre dalje. Ne? Tako da treba je sebe postavljati, pa bom rekla, svojo samozavest mogoče, ne? Ali pa to, kar te definira ne samo službo, pa s tem, koliko si uspešen teoretično v tem delu, ampak tudi z drugimi zadevami. Vsekakor je pa fino, da se pripomore ljudem, da v njih pač se ne naseli samo strah in samo panika, ne? Ker potem je več škode, kot če recimo to omilimo. Čisto konkretno, pri nas smo imeli, kaj se vem, movie night smo se naredili, pa ne morem že to kaj pomaga, ali pa ne vem, imeli smo virtualne kavice, to ni nič posebenega, to prvič, rekla se v ostro ekonomskem smislu bi lahko rekla, ne, se to je pa time is money, pa ne vem kakšne take trapaste fraze, ampak zdi se mi, da tisti trenutek pa v bistvu se mogoče malo, ne vem, pozabavaš skupaj, daš v človeku občutek, da si še vedno tam, da misliš na njih, da, ne vem, tako zelo taka medčloveško normalno odnosno. Mislim, da posebej, tudi če je strah, si konec koncev, tudi če bo jutri konec sveta, a bomo zato kaj, mislim, če se imajo stvari za zgoditi, pač smo lahko dobre ali slabe volje, pa se bodo vse zgodile, ne. Tako da mislim, da ne škodi biti pozitiven v katerikoli smeri in vzpodbujati, naprimer, če smo delovni kolektiv, zdaj mlajše kolege, mlajše talente, pa tudi konec koncev talenti se izkažejo na različne načine, posebej v takih krizah. Ne vem, če sem odgovorila na tvoje vprašanje. Si, pomembno je biti pozitiven in ja, talenti so tudi zdaj zelo iskani in vedno bodo. Nana, še nekaj me zanima, organiziraš tudi dogodke, ki so namenjene povezovanju žensk. Zanima me, kaj sama pri teh dogodkih dobiš nazaj? Mogoče tole tudi malo razjasnila, ne. Zdaj, jaz sem pač bila poleg svoje kariere vedno tudi plesalka. Mene zelo veseli gledališče, umetnost in tako naprej. In ti dogodki, so v bistvu čiste ene take, če želiva, gledališče v naravi. Se pač postavi zgodba večinoma v neko prosto naravo in tukaj, na začetku sem povabila svoje prijateljice, zdaj pa širši krog prijateljic, recimo temu tako. Kar mene veseli je, jaz sem tudi 2 hčeri in mene veseli, da pač imamo ta pozitivnost, med ženskami včasih smo si kar nekaj namislimo ali pa se ne razumemo dobro zaradi popolnoma trapastih zadev in to je bila prva motivacija, hkrati, ko si, bom rekla, čist working mother, tako kot sem jaz,
nimaš ogromno možnosti, da se srečuješ s svojimi prijateljicami in moraš biti res nekaj posebnega, no, saj zame, mogoče sem jaz pa tak homebody, da je res nekaj posebnega, da si vzameš čas, a ne, da se iztrgaš iz te rutine, konec koncev, da nisi potem z družino še tisti trenutek, ki si lahko, a ne. Tako da, ja, v bistvu to je deljenje lepega, pa hkrati, ne, se potem tudi ostale tvoje prijateljice povežejo med sabo, no, mislim, tako ena zelo taka simpatična zadeva, delimo pač lepe stvari, imamo se fino, in kaj jaz dobim nazaj konkretno je spet ta optimizem, ta pozitivna energija, ne. Zdaj, jaz nikoli nisem v ospredju tega, vedno pač so nastopajoče, še mogoče to je specifika. Jaz rada podpiram ljudi. To ne pomeni, da sebe tlačimo ozadje, ampak predvsem rada podpiram ljudi. Hvala, Nana. Še naprej podpiraj ljudi in tudi sama bodi v ospredju. No, hvala, Tonja. Odlično. Hvala. Hvala tudi tebi. Vse dobro, MČM-u. Hvala za intervju.